Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa vsi skupaj dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj v studiu sta gospod Edvard Kadič in Boštjan M. Turk. Zdaj, današnja tema bi bila nekako takole, novi obrazi, priskledništvo in pa nepotizem, ampak začeti, da se malo segrejemo, bi obema komentatorjem vas postavil eno vprašanje in sicer bo povezavi z vajnimi članki, ki sem bi bral, oziroma teksti, ki sem bi bral prejšnji teden. Boštjan, ti si napisal kolumno, kjer v bistvu odpiraš neka vprašanja zanimiva o povezavi med Niko Kovač, ki je zdaj znova tako izbruhnila v javnosti, in pa fundacijo Baracka Obame. Ne. To so običajno teme, ki se jih nihče drug v Sloveniji, oziroma redko kdo loteva. Ne. Ja, seveda. Torej, jaz sem šel iz temeljne predpostavke. Ne. Nika Kovač skozi vpleta s to, bi rekel, stalno, pa medijska mašinerija stalno Niko Kovač prezentira kot, bi rekel, punčico v očesu Baracka Obame, da sta ona dva tako rekoč na ti, da ima ta ne vem koliko skrivnosti državnih, ki jih ona deli in tako naprej. Ne. Potem sem se vprašal, ok, v redu, ni nobenega dvoma, da se pravi Nika Kovač pozna Baracka Obamo, ne? Zato, ker Baracka Obamo poznamo mi vsi trije tukaj, ne? In pozna ga približno 8,9 milijarde ljudi na planetu, tako kot pozna Trumpa, ker ga ne moreš ne poznati, ne? Drugo vprašanje zanimivo v tem kontekstu je, ali Barack Obama pozna Niko Kovač, ne? Tle se pa že zadeva zaplete. Potem sem šel gledati po arhivih Bele hiše, pa po umetni inteligenci, ki je danes pač en ključnih virov, ne, koliko fotografij, ker se pač, ja, ona se promovira s temi fotografijami z Obamo in slovenski mediji, koliko fotografij je Obama in njegova žena, ne, oziroma Obama, napravil v zadnjih letih, recimo, v času predsedniškega mandata in to število fotografij gre v milijone, dobesedno v milijone, kar je čisto logično, ker Barack Obama dela samo tako, recimo tako, kot, ne vem, v ljubljanskem živalskem vrtu je panda in ta panda se stalno slikajo, z vrtca hodijo otroci, se slikajo s pando, panda, ne, hočem reči tako, ali pa tjulen, ali pa karkoli se slikajo. Ne. In to je funkcija predsednika, da se slika. On se po 30-50 krat na dan se slika. Ena ta pikica, piksel, ne, na teh fotografijah je tudi naša, bi rekel, Nika Kovač, ki pa iz tega dela ogromno zgodbo, temeljno vprašanje pa je, ne, in potem to, da je štipendistka te Obamine fundacije. Sveda je, to je absolutno res, ampak dejstvo je, da ta Obamina fundacija vsako leto štipendira 35 ljudi iz Evrope, ne? Ona ena od 35, ne? In to v 10 letih je ona ena od 350. Ne? Zdaj recimo jaz sem pač učitelj na fakulteti, ne? In recimo vem, da štipendiranje ni čist nič posebenega. Razen, če dobiš recimo Zoisovo štipendijo za nadarjene, to je nekaj posebenega. Drugače te štipendira pač neka fundacija, ki sicer štipendira, to ni nič takega. Ne? Ampak zdaj zadeva je ta, ne? Mi smo narod olimpijcev, narod blazno dobrih športnikov, ne? Svetovnih prvakov. Ne? In recimo Nika, ne, ena od 36, ne, mislim, za njo se, če bi ona bila v kategoriji športa, ne bi sploh vedel za njo, ker ne vemo, kdo je 36. na, ne vem, včerajšnjem slalomu bil, ne, hočem reči, ne. Na olimpijskih igrah je pomembno prvi, drugi, tretji, ne, pa zlata, ne pa 36, ne pa eden od 36, ne. Ne, hočem reči, in seveda to me je začel, ker slovenski medijo, pa jaz sem potem tudi dal ven, ne, da tistih 24, zdaj so jih zbrali, ne vem, spet v eni fundaciji, ne, da rešuje svet. To je Pop TV prinesel. Sem rekel, čakajte, reševati svet, halo. Mislim, veste, kaj je to reševati svet? Da en novinar napiše, da bodo reševali svet. Mislim, halo, ne, to je, kdo je to sposoben? Združeni narodi, Bela hiša, ne vem, mislim, ampak ne pa 24 ljudi iz neke fundacije, ne, in pač to pretiravanje s tem, ne. Temeljno vprašanje, ki si ga pa jaz le zastavljam, ne, ali v Obamini fundaciji vedo, kaj se tukaj dogaja, v kaj so vse vključeni, ne, ker fundacija je za študij in za delo in za mir in za akademsko diskretnost. To, kar je pa tukaj, ne, je pa čist nasprotje tega. To je pa politika, to je pa šov, to je pa predvsem pa, bi rekel, mahanje z neko pomembnostjo, ne, za katero te štipendiranje ne usposablja. Ti si štipendist, se pravi, si učiš, študiraš, si priden, si umaknen, si akademsko zadržana. Ne. Če recimo na Obamini fundaciji to vedo, kako, v kakšnem kontekstu se oni tukaj pojavljajo, ne, ker se Nika se pač pojavlja, pa ta 8. marec v vseh kontekstih, ne,
Drugo, seveda se pojavlja tudi v kontekstih razdeljevanja vložkov, oziroma vložkov, ženskih tamponov in tega, to recimo s tem zaljšajo institucijo, na kateri sem jaz zaposlen, in recimo to je nekaj, kar nima nobene zveze z štipendiranjem, pa z Obamo, pa s tem, kar je, mislim, oprostite, zame vložek na moškem stranišču, sem posnel fotografijo, je zame nekaj ponižujočega ali pa nekaj skrajno trapastega. Jaz ne rabim vložka zdaj, sploh pa, ker se je to potem razširilo o naši fakulteti, v katero sem jaz 33 let prispeval svojega izredno resnega dela, odrekanja in sem spričo tega užaljen. In bom tudi protestiral, če je to možno, iščem pot, da protestiram pri Obamini fundaciji. Jaz bi, če smem, samo eno malenkost dodal temu, kar je Boštjan recimo povedal, je to, z marketinškega stališča je tebi, ko si no name, ko si samo eden od akterjev, strašno v interesu, da te prikazujejo kot sestavni del neke globalne ekipe, recimo. In to, da ti lansiraš 2-3 fotografije, katere roko na srce niti ni toliko težko dobiti, ravno to, kar si rekel, glede Obame, in potem to lansiraš kot da si ti nek najožji del nekega možganskega trusta, je to za neko Slovenijo, kjer je včasih tudi nekako zamegljeno to razumevanje, kaj se recimo v zadnji dogaja, kar si ti lepo povedal, glede štipendisti in tako naprej, je lahko zelo hitro, zelo zanimivo, kaj si ti vse dosegel, zato da si bil v bistvu tam na nekem ali seminarju ali neki delavnici ali v nekem procesu izobraževalnem in si bil zraven in te fotografije lansiral kot nek strašen dosežek s človekom, ki je pa dejansko ko bi rekel, eno od najbolj prepoznavnih imen trenutno moderne, to se pravi trenutne politike na svetu. Pa še en zanimiv prispodobo si uporabil v svojem članku, da mediji Niko Kovač slikajo brezmadežno, kot Sixtinsko Madono. To jaz vsakmu privoščam. To je pa super status. Mislim, ker res uživam v Sixtinski Madoni, uživam v Sixtinski kapeli, uživam v umetnosti in jaz to vsakmu privoščam. To za me ni vrednostna sodba, ampak to je pač dejstvo. Drugo dejstvo, ki bi pa rad povedal, da bi ljudje razumeli, ki poslušajo to oddajo, kateri pa so pri nas ljudje, ki imajo vpliv in moč v tujini, poleg torej biznismenov, pa uspešnih podjetnikov, Štrancar, Buskarol, Akrapovič, potem drugi tega profila, sta tukaj dva, Janez Janša, recimo, da greste vi s mandatom Evropske unije, Macrona v Kijev 15. marca obračati zgodovino, to pomeni, da ste z vsemi ključnimi ljudmi v tem svetu na ti, to drugače ne gre. In drugi je Borut Pahor. Recimo z italijanskim predsednikom, vsa ta priznanja, vse to, Borut Pahor je prepoznaven in znan in cenjen v Italiji, ki pa ima, poslušajte, nekaj 10 milijonov ljudi. Tu sem dva primera, oziroma pa še recimo pa Batagelja bi lahko dal tudi zraven, podjetnikov, ki so si nekaj ustvarili, ki jih svet posluša. To je pa objektivno preverljivo, recimo, vsaj tle, še enkrat izpostavim, to se mi je pa ne, da bi zdaj jaz, nisem ne pooblaščen, ne da bi me stranka SDS zaprosila, kaj šele pooblastila za te izjave, ampak to se mi zdi ta pot v Kijev, kjer se je pač zgodovina obrnila, se mi zdi eno od teh dokazov, najbolj ključnih, da ta človek pa res je na ti z vsemi ljudmi, ki določajo, bi rekel, politično fizionomijo tega sveta. Malo si kdo se s tabo ne bi strinjal, Mladina je zadnjič napisala, da je tranzicijska Slovenija, oziroma samostojna Slovenija dala malo politikov svetovnega formata, edini redka izjema je Milan Kučan, ko približno so napisali. Milan Kučan je pa politik balkanskega formata, zato ker on seže do Al Jazeere, pa to jaz sem ogromno v teh medijih hrvaških, sem bil ravno kar na 50,000 ogledov na TV Velebit in to ni vrednost za sodbo, ampak Milan Kučan seže do intervjuja za Al Jazeero. On, recimo, če bi tlele bil zdaj naš kolega Miran Videtič, bi isto povedal. On nima vpliva na, bi rekel, globalne akterje na Balkanu. Nima, dokaj seže. V Evropi pa sploh nima vpliva. Kdaj bi ga pa imel? Kako? Zdaj, ti si pa napisal, Edvard, tudi eno kolumno, ki je v bistvu praviš, da je čas za pogumne politike. Ja. Drži to, v enem stavku približno. Jaz sem to izpostavil, ta pogum, predvsem v čem vidim pogum? Pogum je v tem, da začnejo politiki govoriti tisto, kar je prav, ne pa tisto, kar je všečno volilni bazi. Mi smo v zadnjih letih padali v neko čudno stanje v političnem prostoru, kjer se vedno bolj špekulira po starem sistemu, kot je bil na trgu. Tisto, kar trg
pač želi, tisto mu daš in tako naprej in to zagotavlja neko prosperiteto, v resnici je obratno. Ne. Resne premike, pa zdaj, če se vrnem na politično področje, naredijo ljudje, ki so v resnici državniki, ne, ki zagovarjajo tisto, kar mislijo, da je prav in kar je ta prav nekako za vse prav, ne samo za opcijo pravilna. Ne. Recimo prav, če vzamem ta primer odhoda v Kijev, ne, to so bili ljudje, ki so v bistvu razmišljali o tem, kar je prav za Evropo, kar je prav za v bistvu širši prostor. Ne zdaj, ali to se pravi prav za desno ali levo ali kakorkoli, ne? In zato potrebuješ pogum. To se pravi, potrebuješ pogum, da eventualno tudi zgubiš vse volivce, zato da delaš tisto, kar je prav. Ker volivci bi na neki točki morali biti sposobni prepoznati tisto, kar je tudi za njih dobro, zato da temu sledijo. Ne pa, da čakaš nekje v senci, skrit za neko skalo, gledaš, kam množica teče, hodi in potem, ko vidiš, v katero smer grejo, ti skočiš pred njih in rečeš, pojďte za mano. Ta čas, zato pravim. Ne? In zdaj, kar se je zgodilo v zadnjem času, to se pravi pod Golobom, se je zgodilo da je vse tisto, kar smo v izvornem smislu razumeli kot delovanje na političnem področju, kot smo razumeli deviacije na tem področju, so v času Goloba postale modus operandi, to se pravi agens delovanja Golobove vlade in dejansko je, to se pravi, že sam Golob, pa pred njim tudi Šarec, je že bil tak nek produkt pravzaprav te mentalitete, da se gleda, kam se politično polje usmerja in potem se tja skoči in reče, pojďte za mano, to povežeš z nekoliko bolj levimi idejami ali pa mogoče bi lahko v nekem drugem primeru nekoliko bolj desnimi idejami in bi plul naprej. A ne? Mi smo danes prišli do točke, kjer potrebujemo nekoga, ki bo, če bom mečem karikirano, ki bo vzel meč in začel sekati stvari, da jih bomo postavili, to se pravi, da se bo ta sistem lahko resetiral in se postavil nazaj sam v neko svoje izvorno zdravo stanje. Ne? Tako kot telo potrebuje včasih tudi kirurga, ne? Da odreže tista tkiva stran, zato da se telo lahko samo k sebi spravi in se nazaj vzpostavi neko naravno stanje. Ne? Pa ti zagovarjaš neko motorko, kako? V bistvu, v slogu Elona Muska, ali kako? V bistvu, ja, na nek način ja, vendar pa jaz zagovarjam še to, ne, in to sem posebej izpostavil, ne, da jaz ne iščem in pri tem razmišljanju v smislu, zdaj pa dajmo se zgledovati po Trumpu, dajmo se po Musku in tako naprej. Mi smo tukaj v Sloveniji, tukaj in zdaj, imamo neko določeno polje nekih silnic, ne, da bi z motorko prišli, recimo, ne vem, da bi desna vlada danes prevzela, ne, in šli z neko motorko, to pomeni, da je potrebno imeti ustavno večino, drugače pač ne gre. Ne. Ker če nimaš ustavne večine in imaš proti sebi in velik del volilnega telesa in medije, to enostavno je to, bom rekel, mission impossible, bi rekel temu. Ne? Kar pomeni, da je potrebno najti nek nov način, kako zadeve izpeljati. Je pa zagotovo prišel čas, če želimo Sloveniji dobro, da bo kdorkoli bo že prevzemal oblast, imel okrog sebe neko ekipo, jaz temu rečem nekih jastrebov, ki bo sposobna dati na mizo neke ukrepe, ki bodo mogoče tudi boleči za koga, vendar gre za nekaj više dobro. To je zelo podobno, kot prideš v neko podjetje in moraš pač nekomu dati odpoved. Ti mu ne daš odpoved, jaz lahko povem, to je svoje prakse, ti ne daš tem ljudem odpoved zato, ker bi imel karkoli osebno proti njim ali nekaj. Ne, ti daš odpoved določenem številu ljudi, preprosto zato, da pomagaš ostalemu telesu podjetja, da se regenerira in da lahko samo vzpostavi neko stanje naravnega, potem zdravega razvoja naprej. Zdaj, Golob naj bi sicer, pač kot slišim, delal na podlagi teh fokusnih skupin. Ne? Skratka, zbere agencija, katerakoli pač že, fokusno skupino, ljudje povedo, kaj si želijo in Golob temu primerno potem vodi politiko. Ja, fokusne skupine so izjemno močno orodje, da se razumemo, ne? Ampak točno za to gre. Ne? To se pravi, fokusne skupine ti pač povejo v nek sentiment, da vidiš, kam se ta množica giblje in tako naprej, ne? In potem lahko v miru skočiš pred njih in to se je zgodilo, ne? V miru skočiš pred njih, rečeš, ne vem, fokusne skupine so povedale, da je daleč najbolj učinkovito ta trenutek pljuvati po Janši, obljubljati in tako naprej, itak gre za fenomen zlate ribice in tako naprej, ne? In točno to imamo danes. Ne? Ogromno obljub, jaz pravim, da nam pač vladajo ostržki, ki jim pač mirno pride pred kamero, bluzijo v nekih stvareh, v katerih se že vsi, mi med tiskovno konferenco smejimo.
Ne? In si rečemo, da se to ne more biti res. 10 minut po tiskovni konferenci je poplava. In še hujš, da ostane pri teh tiskovnih konferencah, se na tiskovnih konferencah tudi novinarjev ni več. Ne? Da bi kdo to kar skoraj sprašal. Sam toliko, da to zaključim. Ne? In fokusne skupine ti dejansko, verjetno so celo to eno najmočnejših orodij za razumevanje dogajanja. Ne? In ampak ne dajo ti pa tistega, kar več kot očitno tudi Golob nima, državništva, vizije, pogleda za 10 let naprej, ti moraš včasih tudi boleče ukrepe in tako naprej sprejeti. Ne? In razen teh obljub, kar so fokusne skupine navedle, verjetno, kaj je tisto, kar ljudje želijo, on je dal obljube, ljudje so temu verjeli, danes se zgodilo ni nič in naprej se spremlja sentiment in se čaka drugi mandat. Mi smo leto pred volitvami, večkrat očitno tudi te fokusne skupine in ostala analitika pač pove, začnite govoriti o tem, da potrebujemo drugi mandat. Ne? In gremo spet, kako bi rekel, na novo bi Stojko rekel. In gremo to tam na teh tiskovnih konferencah je v bistvu še bolj bizarno. Novinarji se smejijo, nasmihajo, imajo cinične pripombe, potem pa, ko poročajo tiskovnih konferenc, pa tega ni videti. Ja. Mislim, kaj vam to pove? Ja, kaj vam to pove? Ja. Kaj vam pa to pove? Se zadeva to vam pove samo, da novinarji svojega dela ne jemljejo resno. Zato, ker seveda, če bi ga pa jemali resno, bi to posmihanje oziroma vsem tem, pa to so že ure, ki sem na televizijskih naprej na portalih in to, bi rekel, posvečal temu norčevanju iz Robertine, ki je Aljuš Pertinač to poimenoval, oziroma tako kot sem jaz to poimenoval fantu naše Tine, mislim, se on ni naredil ene resne stvari, tako rekoč. To so samo obljube, samo neko žveflanje, neko nakladanje, nekaj, da bomo, nekaj, da smo, da bomo, ko smo, da smo, ko bomo in to. In oni ene resne, razen da je država opustošil, kajti tle je en temeljni kriterij, mi živimo vsaj tretjino dražje, sploh če se zavedamo, pač, kje smo z energenti, kot smo živeli 4-5 let nazaj. To je pač dejstvo. No, je pa uspel, tukaj mu je pa treba priznati, je pa uspel neverjetno pacificirati volilno telo. Da enostavno jemljamo vse te njegove neumnosti in te eskapade in laži in ne nazadnje, gledajte zdaj, kaj se dogaja z Urško Klakočar Zupančič. To se pravi ta afera, ki bi v normalnem svetu, ne bom rekel, da bi takoj odstopila. Zagotovo bi pa ekipa novinarjev kampirala pred njeno pisarno, pred parlamentom. Je pa malo padla na zadnje ankete javnega mnenja. Ampak merno grejo stvari naprej, merno grejo naprej. In ta, kako bi rekel, pacifizacija volilnega telesa je pa eden od uspehov, ki je pa uspel v bistvu ekipi okrog Goloba, da ali se ne poroča, ali se, to se pravi, pravočasno aktivira določene trole, ali se pravočasno sproži neka tretja afera in v skupnem na dolgi rok to pomeni, da enostavno telo postane, kad češ, sej tako pač je, sej nič ne moramo, in vedno več. Vsi so isti. Vsi so isti in zelo zanimivo, danes, če ti vprašaš ljudi, kako gledajo na volitve, je vedno več slišiš, saj bo še en mandat, mislim, tako kot je, bo verjetno še en mandat. Zakaj? Zaradi tega, ker je vedno več ljudem v bistvu nekako prišlo za njimi tisto, saj se nič kaj dosti ne da, poglej, kaj počne. On si je več kot očitno, pač jaz nekako podredil policijo. Če se nič ne zgodi, o nekih resnih preiskavah, še to, ko si ti poročal, recimo, da bo, to se pravi, ko je kaj ta NVO, ko so vložili ovadbo za Urško Klakočar Zupančiča, Civilna iniciativa, ja. Ja, civilna iniciativa, so vložili, kaj bi naslednji stavek, zdaj najprej na okrožno sodišče, bo preiskovalo, Tožilstvo, ja. Tožilstvo, naprej, sej, vprašanje, kaj je sploh bilo, gre, kar naenkrat je ta sentiment postal naraven, Mi sploh to, da je neko tožilstvo pač vzelo nekaj v roke, ali policija, ne vem, MPU, predsednico parlamenta, Mislim, mi imamo pravko z drugo najmočnejšo figuro v državi, kjer vse skupaj kaže, da je, kako bi rekel, si to jemlje kot nek SP-ovček, tam nekje pa, ki ima neko tajnico ali tajnika, pa se malo, kaj ne rečem, kaj počne ta. Mislim, mi imamo to upravka z ljudmi, ki bi morali biti zgled. In če imamo tak zgled,
Ja, Bog se nas usmilja. Zdaj, Boštjan, to sicer velja za oba dva. No? Zdaj, prej, ko smo začeli debato okoli Nike Kovač, je pa izbuhnil ta spopad neverbalen med njenim očetom Miho Kovačem, ne, in pa potem Janezom Janšo. To me zanima, ne? Kako je to pride naenkrat do tega, recimo, da se oglasi oče od Nike Kovač, ne, ki je v bistvu profesor, tvoj kolega na filozofski fakulteti, naenkrat dobi nek medijski pomen, medijsko težo in začne govoriti recimo o Janezu Janši, da pribe, ne? Ali je to zdaj neka načrtna operacija, ali se to slučajno zgodi? Vsta del LDS-a že tako rekoč od tistega kongresa, ko je bil Janša izločen. In to posebej naenkrat... SMS-a, potem nima druge teme kot Janeza Janša. Mihaljak je na to napisal, 10,000 člankov. Kovač se seveda niti prvič, niti zadnjič ne govori o Janši, in vsta Darko Štrajn, vsa ta imena preživljajo svoj čas tem, da pišejo in razmišljajo o Janši in govorijo o Janši. To je pač neka vrste obsedenost, ki, mislim, Janša mora biti dober, da vse to recimo prenaša, ali se pa nad vsem tem zabava. Zanimive so te aktivacije, v nekih določenih trenutkih. Ja, zato, ker gre za oblast, oni čutijo, jaz recimo tle se prvič z Edotom ne strinjam, oni čutijo, da se samo berete, bi rekel, Repovžev komentar oziroma vodnik v Zadnjo mladino, in oni čutijo, tle gre nek strah, da je ta Golob je še vseeno predaleč, ker konec koncev Slovenci smo Evropejci, in kot Evropejci nismo dosti različni od Hrvatov, bi rekel, od Avstrijcev, od Italijanov, od naših sosedov, in kot Evropejci seveda jim ne sto, kar se dogaja, da je ta oblast popolnoma neučinkovita, da se nič ne da, da so nekateri privilegirani, to je pa že splošno človeški občutek, ti boš reagiral, če se ti godi krivica, ta je privilegiran, temu se daje denar, ta lahko kuverte lep, kot gospod Kovač pa njegova hči za 1000 evrov ali kaj nekaj tok in tok kuverta. Na dan, jaz pa moram tle plačati davkarijo, pa ne vem kaj. To so bi rekel prav instinkti, na katere reagira volilno telo, in glede na vso to paniko, ki je zdaj, pa glede na to forsiranje Prebiliča, ki je pač absolutno neprimeren kandidat, ker če govorimo o političnem jeziku, nekje sem že prebral, da ima on karizmo, da je to tehnični pojem vrtnega polža. To je tehnični pojem, ali ne vem, kako se to reče, ne vem, pa ni tehnični pojem. A vrtni polž je kaj? To je ok, se razumemo. No, v glavnem, in so tudi oni v krizi, zato ker nihče zdaj noče, bi rekel, ugrizen v to, da bi šel za novi obraz, ker novi obraz točno ve, da pleše eno poletje lepa vida, je eno sezono lepa na dvoru, pa jo pa pošljajo domov, pa iščejo drugo lepo vido. In jaz tle mislim, da tle bodo te volitve zelo zanimive, oni bodo seveda šli na anti-Janšo, mogoče anti-Janšo sentiment, ki pa zdaj pač po koroni, pa to Janša se je umaknil več ali manj iz medijev, piše na Twitter, nima kakšnih, bi rekel, velikih, bi rekel, provokacij javnega mnenja, kot se to reče, in tako da se to, mislim, da zanimive bojo pač te umestne konstelacije med dvema velikima blokoma, se pravi SDS blokom in tem blokom nekdanji LDS, ki se zdaj poskuša rekonstruirati, in to, kar gledamo, to motno vodo, mrtvo, to so pač volivci LDS-a, ki ne vedo, kaj zdaj narediti, ker ta Golob je šel res v vseh smislih predaleč, in ta Urška, ko je videla, da si on umislil, se pravi Tino, si je mogla še ona očitno nekaj umisliti, ker to recimo tako, če gledaš to časovno, to zelo sovpada, to bi rekel, to je dejstvo pač, to sovpada, se pravi, ena ima fanta, en ima pa punco, To se upada, in to recimo, da najprej je imel naš Robi imel Tino, pa se je to še pojavilo. Tako da to je zanimivo in to gre ljudem na živce. Zdaj seveda, tle pa to, kar si ti omenil v eni od zadnjih oddaj, ko so bila skupaj, da pač seveda mediji to vse zacementirajo, pokrijejo, in ljudje enostavno nimajo pravih informacij. Če bi ljudje imeli prave informacije, če bi imeli mi vsaj približno normalne medije, vsaj približno tako, kot so recimo v tujini, bi se to pač ne dogajalo. Jaz sem pa v tem primeru Urške Klakočar Zupančič sem gledal niti en MSM, razen, niti en MSM te zgodbe ni v bistvu novinarsko pokril, so pa potem objavljali odgovore
Urški Klakočar Zupančič, ne da bi sploh pojasnil, zakaj pa zapravo gre, in tisto kolumno Marka Crnkoviča, ne, na Večeru, ki je potem pač neki z včerajko Boja Zulja. Vse to je v medijih, ne, to je izvorni problem tudi komunikacije kot takšne. Ne. Ti ne moreš ne komunicirati. Ne. In v medijih je to obratna slika, ne, da ti lahko poročaš ali pa ne poročaš. Ne. Ti v resnici služiš na oba načina lahko. Ne. To se pravi, kot medij se tebi prodaja, to se pravi, ne vem, časopis, ne. Zdaj, a si poročal ali pa nisi poročal. Ne. In to, da se ne poroča, ne, je načeloma, jaz se lahko recimo tudi s temi, dajmo reči, temi privilegiranimi MSM novinarji, ki pašejo v ta krog, recimo, strinjam, da rečejo, ne, tale afera s tem Zuljanom, pa tako naprej, brez veze, kaj ćemo sploh o tem pisati. To je res, samo pravi novinar bi rekel, lej, to je res, vendar pa kaj je pa z denarjem, ki to financira, to financiranje gre pa iz naše skupne malhe, to pa je vredno poročanja. Ne? Jaz se lahko, tako kot sem že enkrat, ko smo o tem govorili, ne, omenil, jaz načeloma nimam problema s tem, ne vem, s kom Urška spi, ne spi, s komar ji duša da, ne. Vendar pa tisti trenutek, ko imamo pa mi proračun v ozadju, ko imamo pa mi v bistvu ne nazadnje neko institucionalne vidike, skrbi za narodov blagor, ne? V tem smislu, to se pravi z neko pojavo, z neko avtoriteto in tako naprej, potem pa imamo izziv in če v tem novinarji ne poročajo, potem se pa res vprašaš, o čem pa naj potem sploh poročajo. Ne? Tako da, in tukaj so v bistvu ta balonček v teh, kot rečemo radi MSM, novinarjev v bistvu zašel. Ker je znotraj tega balončka naravno, seveda selekcioniraš, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, ne? In so te temeljni postulati pomembnosti. To se pravi varuhi demokracije, varuhi, to se pravi tiste javnega interesa. Tukaj pa novinarji resno padajo zadnja leta v tem smislu, ne, da je potrebno izbrati, ne, iz neke zgodbe tiste vidike, ki so pa za državo pomembni. Zdaj je že skočil prej Boštjan na Prebiliča. Prebilič je zdaj zadnji novi obraz, ne, tako kot slišim, da bo. Ne, čeprav je Kučan zadnjič definiral, da pravzaprav ni novi obraz, ampak da je Prebilič star obraz. Ampak to me zanima, zdaj vajno mnenje, zakaj recimo je Prebilič zdaj ta hip tako eskaliral? To je eno vprašanje, drugo vprašanje, zakaj ga je Kučan preformuliral, ne, vsi smo govorili o novem obrazu, zdaj pa Kučan preformuliral, da je pravzaprav Prebilič star obraz, ne, da ni nov obraz in kot sem videl, so vsi novinarji začeli potem avtomatično za Kučanom ponavljati, da on ni nov, ampak da je star obraz. No, jaz mislim predvsem to, da se je ta sentiment novega obraza izpel. Da je marsikdo od volivcev novih obrazov ugotovil, da je pač izpadel bedaka. Ne. Da te novi obrazi, to se pravi nek mesija, nek zunanji odrešenik ne prinaša odrešitve. Oziroma, kar se je zdaj pokazalo, ne, je to, da kar se tiče podpore, kar te analitike v bistvu kažejo, je to, da je približno tretjina bi tudi danes volila spet nov obraz. Ne. In to pokaže nekaj zelo zanimivega, ne, da ko ti na eni strani upoštevaš, da bi tretjina volila ponovno nov obraz ali ostala pri gibanju Svoboda, na drugi strani imaš aktivni sentiment anti-Janša, kar pomeni, da ti odrivaš volilno telo na dva ločena pola in znotraj v sredini ostaja prostor. In tega se Kučan zelo dobro zaveda. Ne? In če noter v ta bazen postaviš nekoga, tako kot je Prebilič, ne? Dobiš v bistvu neko možnost za kontinuiteto same zgodbe. Ne? Zdaj, moramo... Če jaz pa razumem, Edvard Kučan je ugotovil, da bo teže predati nekoga pod sintagmo novega obraza in zato v bistvu Prebiliča prekvalificiral v star obraz. Manj energije, denarja, vsega bo šlo v to. Ne? Ker to se pravi... Moramo upoštevati to, ne, da Prebilič je bil ves ta čas do izvolitve v Evropski parlament izjemna rezerva. Za vse. Izjemna rezerva. Ne? In zdaj je prišel njegov čas, kot da ta iz rezervnega plana novih obrazov v bistvu je prekvalificiran v star obraz, ne? In da ima možnost to, da nekdo javno najavi, ne? Da gre iz tazga položaja kot evropski poslanec, pač kandidirati in odreševati v bistvu slovenski politični prostor, ne, je to že kar precej mora biti v ozadju neke teže, pa nekih idej. Jaz celo mislim, ne, da tukaj bi se na dolgi rok znalo zgoditi še celo nekaj, kar je danes še zelo bogokletno, pa si upam, če se malo pohecam kot Edwardus Nostradamus, ne, malo dati na mizo, ne, kaj pa če se jeseni zbližata, to se pravi Prebilič in Logar, ne?
in znotraj te sredine ustvarita tretjo formacijo, ne, ki bo na eni strani udrinila na skrajno levo Gibanje Svoboda, ki bo nujno se zrušilo zaradi tega, ker je, tako kot se rušita ta trenutek SD pa Levica, ne, kar naenkrat je SD pa Levica so ratali neki obskurni igralci. Na desni se je Nova Slovenija v bistvu se je enostavno, ne, zdaj po zadnjih anketah, zdaj te dni, ne vem, še 4%, ali še tega jim ni pokazali, ne, pa tudi če mečkam z rezervo jemljamo te številke, no, kakorkoli. In če vi vzpostavite še tretjo formacijo na sredini, ne, ki pa mečkam pobira na levi, mečkam na desni, ne, dobite v bistvu lahko potem potencialno dva predsednika vlade, na dolgi rok predsednika države, ne, en kup nekega mesa za razvoj, to se pravi slovenskega političnega prostora v neko smer, o kateri danes več ali manj preigravamo med Golobom pa Janšo, ne, in tako naprej, bi znali biti zelo zanimivo, no, predvsem to. Kaj pa še tej teoriji? Mislim, da se z zadnjim stavkom ne strinjam, da je pa se pregrava med Golobom pa med Janšo, zato ker Golob ni več v igri. Jaz mislim, da Golob je postal pač Janša igralec na prvega plana, se pravi Janša lahko na volišče, mislim, hočem reči, prvega plana, ne nujno na desni. Janša lahko na volišče vsak trenutek pripelje 250,000 ljudi. Plus, minus, ne. To je ogromno, to je 250 milijona. Ne. Drugo, kar mislim, da bo recimo zelo zanimiv bo razplet tudi, ne, zdaj, kar se dogaja, jaz upam, da ne bojo pač uničili Slovenske ljudske stranke, ne, ampak tu zdaj, če jaz pravilno sledim tem napovedim, ne, se zdaj artikulira tudi Nina Strah, ne, ob Petru Gregorčiču, ki ni rekel ne, da bi jaz vedel, da bi rekel ne, ne. In to je neka kombinacija, ki je lahko pa blazno všečna, ker gre za dva mlada, simpatična, visoko izobražena, oba z doktorskimi nazivi, se pravi tako Strahova kot Gregorčič imata doktorski naziv, ne, ki lahko potegneta, bi rekel, ljudsko stranko in ne smemo pozabiti, da Gregorčiču je uspel dobiti v Ljubljani na predčasnih volitvah, se pravi volišču, ki je absolutno rezervirano za levo opcijo, da mu je uspelo dobiti tam, da je bil prvi, da je tako rekoč zmagal, ne, na gospodarskem razstavišču, ne, in posega s tem v bazen sredine, ne, in je to, jaz tega absolutno ne bi odpisal in bi pa pripisal tudi Nini Strah bi rekel, to kapaciteto. Ne mi pa dr. Bregantova ne zameri, nje pa na tej funkciji pač ne vidim bi rekel, neke specifike, njene retorike in njene pojavnosti, ki je ne predestinira za to mesto. Tako jaz to sodim. Tega ne bi izključil. Ne. Ampak zdaj, če ostanemo pri Prebiliču, ne, v čem je zdaj fenomen tega Prebiliča? Zakaj je on pa zdaj tisti, ki je nekako tukaj ostal kot novi stari obraz? Nam ga se zdaj stavi, ne? Ker zdaj očitno je tukaj, ne? Veš, Edvard pa Boštjan, tranzicijska levica računa, da jim Prebilič lahko zagotovi zmago, ne? Se pa lahko dobi nek odstotek glasov, ki jih na sredini, ki jih očitno Golob več ne more dobiti, ker je ljudi razočaral. Jaz mislim predvsem to, da je, veš, ko razmišljaš o levici, ne, ti razmišljaš v bistvu glede na te rezultate, ki so trenutno, koga bi podpirali še naprej, koga ne in tako naprej, ti prideš do sklepa, da na levici prosperira forma, na desnici pa vsebina. Ne? To se pravi, da na levici je bolj pomembno, kako nekdo nastopa, kako je všečen, kako ni všečen in tako naprej, na desnici pa, kaj so tiste programske, ne, zdaj, ko ti pogledaš programe, recimo teh klasičnih desnih strank, ne, zelo hitro ugotoviš in podobnost in tako naprej, in pač imaš nekaj, kar primaš v roke. Ko pa ti pogledaš z izjemo levice, ne, ki bi morala biti po nekih kriterijih celo prepovedana stranka, ne, pa ugotoviš, da iz tistih programov ne moraš praktično nič drugega razen leporečenja in takih všečnih pojmov nametanih skupaj, zato da lepo vse skupaj izgleda. Ne. In Prebilič je, kot sem prej omenil, pač žal, no, ne mislim toliko slabšalno, no, ampak on se je res izkazal kot super rezerva za vse. Prijeten je, všečen je, ravno prav pove, da nič ne pove, ne, in ta forma pelje naprej. Ne. In zdaj, če ti vzameš, da je na levem polu, to se pravi, mi govorimo o 70% volilnega telesa, ti v resnici ne potrebuješ več veliko. Ne. Ti potrebuješ nekoga, ki je dolgo časa že in Prebilič je,
Treba je povedati, da je tudi to, da on je za evropske, to se pravi na volitvah za evropskega poslanca lepo potegnil za sabo, z neko v bistvu stranko, to se pravi tiste, kaj je Vesna, ki je bolj kot ne bolj za to, da je vse skupaj nekako strankarsko deloval, kot pa kaj bolj resnega v tisti fazi. In je odlično pravzaprav odpeljal ta del zgodbe. In jaz ne vidim pravzaprav nekega resnega razloga, zakaj ne bi tudi zdaj, če bo dodal še nekoliko vsebine v te svoje nagovore, bo za levi del, ki je, kot sem rekel, več kot 50% del volilnega telesa, bo v bistvu zelo primeren. Tako kot na desni v bistvu manjka nekoliko več forme. Da se vse skupaj stavi samo na neke programske izhodišča, neke hardcore politične zgodbe, kjer se desni del volilnega telesa več kot očitno lažje identificira s tem, manj daje na formo, levi del pa več na formo. Ampak to, recimo, da ga zdaj začel Kučan promovirati, Prebiliča, kar je evidentno, a to zdaj potrjuje te govorice, da je v bistvu mogel Prebilič obljubiti tem stricem iz Levice, da nikoli ne bo šel v koalicijo z Janšo. Je to ta predpogoj, da dobiš ti potem neko Kučanovo promocijo v medijih? To je težko, ker ne vem, če bo, to je težko soditi, zato ker ne vem, če bo Prebilič, če je to definitivna rešitev, zato ker enega tazga Prebiliča. Ampak zdaj očitno se pa je odločil, da gre v politiko. Marsikaj je že rekel, pa kaj vse golo preko, ampak poglejte, enega tazga Prebiliča smo imeli natančno leta 2014, je bilo natančno isti scenarij, ko je bil predviden za rešenika, tako kot je danes predviden recimo temu pogojno Prebiliča, je bil predviden Igor Šoltes. Igor Šoltes je šel takrat na evropske volitve tako kot Prebilič, z neko stranko, ki je bila naravnana na ekologijo tako kot Prebiličeva. In potem, ko so ga hoteli vpoklicati v Igorja Šoltesa leta 2014, evropske volitve so bile v maju, medtem ko državnozborske so bile pa tam so bile pa 13. julija, ko so hoteli vpoklicati potem Šoltesa v se pravi glavno karavano oziroma da potegne voz, se je premislil oziroma so morali potem najti Cerarja. Zdaj pa vprašanje, jaz tega ne vem, ali je bilo to že dogovorjeno prej, da je Šoltes samo rezervni kandidat, pa potem v ključnem trenutku je potem prišel Cerar, ali so se pa morali odločiti zato, ker pač ni hotel Šoltes spustiti svoje dobro situirane pozicije v Bruslu, ampak Prebilič je popolnoma na istem. To je dobesedni duplikat Igorja Šoltesa iz leta 2014 in je zadeve, glede na to, da so aranžirali Kučan in strici iz ozadja leta 2014 volitve, seveda tudi s Patrijo, pa sem se Janšo zaprla, je ta scenarij absolutno vzet za v obzir in se vprašati, ali morda na koncu, da bojo ves čas govorili o Prebiliču, potem bo pa vskočil nekdo tretji, ker jaz mislim, da ta scenarij novih obrazov, vsaj na del, bi rekel, volilnega telesa leve provenience zelo deluje. In tu bojo imeli največja nevarnost za levico je ta, da bi se zgodilo leto 2004, ko je Janša zmagal. Kaj to pomeni? Jaz ne mislim, tukaj prav Edo, da je volilno telo večinsko levo. Ne, ni res. Večinsko volilno telo to deluje zato, ker ljudje v volilni enoti Bežigrad in Center, to sta dve volilni enoti, hodijo absolutno nadpovprečno volita. Medtem ko v volilnih enotah, recimo v drugi Sloveniji, recimo 7. pa 8. na Štajerskem pa hodijo absolutno podpovprečno voliti. Zdaj, če bi vse volilce seštevali, jaz mislim, da smo tle 50-50, če bi enkrat podeželje spregovorilo, bi bili pa celo več. Se pravi, da je treba videti zdaj, se pravi, oni iščejo nekoga, ki bo absolutno motiviral ljudi, lev del volilnega telesa za odhod na volišča. Da se jim ne zgodi leto 2004, ko po vseh, ki smo pa zelo v podobni situaciji kot 2004, takrat so bili škandali LDS-a, kaj bi vse, Orion, SIB-banka in to, zdaj je pa pač Golobova popolna neučinkovitost in škandali, pač kot jih hočete. A zdaj, ko primerjaš Prebiliča pa Šoltesa, to je bilo zanimivo poslušati, to je primerjaš kaj po vsebini, po formi, ali bom rekel po nekih drugih naključjih, evropske volitve, parlamentarne volitve, recimo oba sta imela na pol zeleno stranko. Torej, če je to vsebina, jaz vsebine ne zaznavam pri teh ljudeh, kot je Edo rekel, da pač to so ljudje pač zgolj forme in zgolj nekih, bi rekel, projektnih koledarjev, se pravi, takrat vstopam, takrat to naredim, takrat izstopam in tako iz igre, konec koncev. Ampak meni tudi tale Prebilič zgodba, to sem moral pač povedati o tem, da tak scenarij je že bil in se je odigral dokaj uspešno. Ampak ta Prebilič zgodba meni kot človeku pa v globini govori to, da tam je pa, da Čeferin odpovedal, zato ker pa Čeferin, če pameten, ne bo šel v to, in Čeferini so
pametni, kakorkoli si to pač mi priznali ali ne, pač vsaj kar se tiče neposrednega preživetja v družbi, to ja. In da imajo težave z novimi obrazi, da se noben noče jeti več lepe vide za eno sezono. Recimo, ne, poglejte tega Vesela, ki je zdaj Revaš je bil novi obraz, ne, vse je bil za Listo. Kandidat za nov obraz je bil. Bil je novi obraz, kandidat za novi obraz za N funkciji. Listo za evropske volitve, evropskega komisarja, tam je tank, tik pred zdajci, potem je bil za Petrol, za en holding, ali ne vem, on je bil skozi kandidat in je, ne, in ljudje to gledajo novi obrazi, ne, in se pravi, poslušajte, a se meni splačal to je, konc koncev, najbolj uspešen novi obraz, kje je danes? Miro Cerar, kje je danes? Dekan je pravno. Dekan, to je pač po svojih notranjih kapacitetah in sposobnostih brez pomoči stricev iz ozadja. Ampak je zanimivo, ne, ti novi obrazi. Zoran Janković je ostal župan na koncu. Miro Cerar je dekan. Zoran Janković je pač preživel v Ljubljani. Če ne bi imel Ljubljane, bi pa dekan pravne fakultete ne bil. Ampak pri dekanstvu pravne fakultete se strici z Mirotom Cerarjem niso ukvarjali. Miro Cerar je bil pa do Goloba najbolj uspešen novi obraz. Absolutno, iz nule. On je prišel tako rekoč iz ničle v 3 tednih. No, še to nam manjka, ne? No, da bi Zoran Janković postal dekan pravne fakultete. No, ampak jaz bi tukaj v bistvu se navezal, ne, na Boštjana. Prav v tem, ne, s Prebiličem, z vsemi temi vprašanji to se pravi z podobnostjo Šolcesom, ne, je tukaj ne bi iz enačbe kar tako enostavno izključeval Logarja. Ne. Ker oba dva generirata, to se pravi volilno telo ali pa zanimanje v volilnemu telesu na sredini. Ne. In če pride do resne povezave med njima v neki zaključni fazi, je to, kot sem rekel, je to resna super sila v bistvu na političnem prostoru in dajmo se pustiti presenetiti, no, ampak jaz hočem samo nekako izpostaviti, da smo mi o tem danes govorili. Dobro, smo že v marsičem govorili, pa se je potem izkazali. Ampak vseeno, prej si ti malo omenil ankete, ne, gledal sem to zadnjo anketo Mediane za Delo o teh novih obrazih. Ne. Tista številka je res fascinantna. Ne. Fascinantna številka prva je bila ta, da je že polovica ljudi v bistvu enkrat volila nov obraz. Ne. In da bi tretjina teh volivcev še enkrat volila, ne, nov obraz, ampak kar pa zadeva Prebiliča, pa ni ne vem kakšno, bom rekel, blazno velikega zanimanja. Ne. Približno 3% od teh, ki volijo nove obraze, vseki, da bi ga volili, pa recimo lahko računa 13 v bistvu dala, na 13, potem še dodatnih 10. Ne. To zdaj ni, to je nekaj podobnega, kot je bil recimo Marjan Šarc takrat, ne, na volitvah 2018, se spomniš, se je res, da je potem vlado postavil. Prej sta omenila recimo Čeferina. Ne. Čeferin je po moji osebni oceni samo ocenil, da ni še čas za to, ne? Da je potrebno vsaj še en ciklus dati skozi, da bo se teren pripravil na relativno lažji naskok na vodilno funkcijo v nečem. Ne? Ampak po mojem, veš, Edvard, tudi Prebilič me da tako razmišlja, da ni nujno, da gre zdaj, lahko gre tudi naslednje volitve. Ne? Jaz mislim, da bo Prebilič bolj šel v to, če bo dovolj močno zlato padalo v ozadju. Jaz to ne vem, kaj to pomeni, če ti kot poslanec, evropski poslanec, tam greš z funkcije, pa ne vem, a se potem če si tukaj izvoljen, ti propade funkcija. Ja, to mislim, da ti avtomatično propade funkcija evropskega poslanca. To mislim, ne? Ja, mislim, ne moreš, ne. Kar pomeni, da moraš biti strašno zlato padalo v ozadju. Ja, se to pravim. Ja, in to je Šoltes, mislim, zdaj. Ne, za Prebiliča govorim, ne. Ja, pa, Šoltes je bil v čisto isti poziciji. On je bil izvoljen v Evropski parlament. Gladko. Skoraj da gladko. Ne? Ja, zato, ker je bil predviden za novi obraz. Že, ampak pravim to, kar je Bojan pač zdaj omenil, ne, to, da bi recimo Prebilič ni nujno, da bi šel, ne, da mogoče razmišlja še, da je prezgodaj, ne. Zato pravim, ne, odvisno koliko močno ali pa koliko svetleče zlato padalo bo v zadju, ker če zapusti funkcijo. Ne vidim ta pravega motiva, če si evropski poslanec, ok, v redu, lahko si predsednik vlade, pa če nimaš možnosti, da bi bil predsednik vlade, ker s 13% si težko predsednik vlade. Ne. Ja, s tem, da 13%, da si sam, ne, brez stranke, brez vsega, ne, to pa ne vem, če je to tako slabo. Koliko pa ima Gibanje Svoboda? Ne? Ja, razumem, ampak hoče reči, to ni dobenega zagotovila, da si postaneš predsednik vlade, nisi avtomatično mandatar, če imaš 13%. Tudi predsednik vlade ne moreš biti pa evropski poslanec v isti osebi. In je v tem, bom rekel, rizično, ne, da pustiš funkcijo evropskega poslanca, po vse te privilegije, plačo in podobno. Jaz si ne predstavljam, kako on, da bi recimo, da bi Prebilič sploh ne kandidiral na državnozborskih volitvah,
kako bi to bilo, pa bil predsednik neke stranke, pa novi obraz, pa ne kandidiral, tega si ne predstavljam. Drugo pa tudi, če bi to po ne vem kakšnem čudežu uspelo, kar pa si ne predstavljam, ne more biti on evropski poslanec in predsednik vlade, to pač ne gre. Mislim, so neke nenavadne kombinacije. In ravno te špekulacije, o katerih zdaj govorimo, v bistvu kažejo na to, da gre lahko zgolj za sondiranje volilnega telesa, za neke fokusne skupine, za v bistvu ugotavljanje trenutnega sentimenta in potem v nekem zaključnem delu, kar bi lahko sledilo, naravno bi v bistvu ven iz tega sledilo, ne vem, prepustiti prostor pač, ne vem, Logarju ali pa nekomu, da pride skozi. Če to vzamemo po črki, in razumemo Kučana v tem smislu, da to laže in obljublja in garantira Prebiliču, ti nisi nov obraz. To pomeni, ker Kučan vedno govori neki jezik, ki pomeni nekaj tretjega od tega, kar sporoča. To pomeni, nisi novi obraz, ne pomeni, nisi novi obraz, ampak pomeni, s tabo ne bomo, daj verjemi mi, da s tabo ne bomo tako ravnali, kot smo ravnali do zdaj z novimi obrazi. Ker en se je komi ujel, da je zdaj dekan pravne fakultete, en je pa zdaj evropski poslanec. Ampak zanimivo, Šarec je bil župan, potem je bil predsedniški kandidat in je bil na koncu, ko je kandidiral parlamentarni volitve, je bil uklican za nov obraz. Prebilič je bil župan, je tudi kandidiral na predsedniški volitve, ampak on pa ni nov obraz, je pa star obraz. Jaz mislim, stališča tistega, recimo Prebiliča, ki je predviden za to, da bo nov obraz, vse te zgodbe, ki jih vemo o novih obrazih, je izraz novi obraz za njega zelo negativen, se ga prav boji, ko greš zdravniku, pa pravite, vi pa niste dobri, to pa se ne bo dobro končalo. A lahko mi pričakujemo, malo bi recimo k temu že lahko prispevala današnja naslovnica revije Reporter, ki sodi zdaj v ta Golobov krog, ali mi lahko pričakujemo kakšne spopade med Golobom in Prebiličem? Se bo Golob oziroma ti njegovi mediji se bodo lotili Prebiliča? Jaz mislim, da bo to Prebiliču, da bi to samo koristili, da bi se distanciral nekako od tega polja nekih laži, ostržkov, vsega tega, kar Prebilič v bistvu nekako krvavo potrebuje. Ker zaenkrat je on tako ali drugače precipiran kot obraz levice, to se pravi z levega političnega pola, kar se je v zadnjem času, ker je Golob naredil veliko uslugo desnici, je, da je spromoviral neko stanje duha, v bistvu lažnivo stanje duha, in tukaj Prebilič mora iti stran od tega, in njemu bi verjetno Golob naredil oziroma njegovi mediji največjo možno uslugo, da bi ga napadli, ali pa obratno, če bi Golob hotel ga potopiti, potem mu je treba samo še slavo pet, da ga bojo ljudje razumeli zgolj enega od vseh teh ustržkov, in pač to. Tako da jaz na ta način razmišljam. To se pravi. To hočem reči, to je en scenarij, ki ga tukaj ne smemo izključiti, to, kar ti govoriš, je, da enostavno ljudje imajo tega Goloba, bojo imeli tega Goloba na volitvah tako dosti, da bojo volili kontra, tako kot si ti nekoč govoril, nihalo, to, kar se je zdaj zgodilo v Evropi, pa so to zignorirali, pa sem pa vzeti, nihalo gre na skrajno stran in potem zaniha nazaj. In ljudje, kot jih jaz poslušam, imajo tega, jaz nisem slišal enega človeka, ki bi, ali pa če gledam komentarje, pa to, ki bi Goloba hvalil. Razen teh, ki si že rekel, ki so dolžni pluvati po Janši, pa sodijo v ožji krog tako imenovane LDS akademije, ali kaj so to imela. LDS je bil Darko Štran, je bil predsednik te LDS akademije, pa bil je še, ti bi ga hvalil, pa tudi ti ne. Ti nimaš v javnosti ljudi, ki bi Goloba hvalili. Mislim, in to je... Ja, vem, ampak če se spomniš, mi smo tudi skupaj v kakšni oddaji, jaz sem pač, ne vem, kdaj sem jaz to že povedal, da Golob bo zagotovo eno najbolj osovraženih, to se pravi, likov novejše slovenske politične zgodovine. In temu se pač približuje. Ne smemo pa pozabiti nekaj, da on za sabo pelje neko armado, katero on hrani. In ta armada, katero on hrani, to se pravi neke, dajmo reči tako v prenesenem pomenu, odvisnike od njegove politike, od njegovih kanalov, od njegovih tokov, to pa ni tako za zanemariti. Celoten GEN-I je bil v resnici takšna struktura. Pravosodje. Pa potem gremo naprej, zdaj, ko se počasi izkazuje, da sta imela Bobnar pa Linda v bistvu prav, z vsemi temi obtožbami in tako naprej. In še, ko ti temu dodaš, da se nič ne zgodi, da je pravosodje postalo kot neka melasa, neki not porinaš, ne dobiš več nič ven, kar neki tretjega izpade ven in tako naprej, je to strašljivo. Zato jaz ne
ne bi tako eliminiral v bistvu njegovega vpliva pri volilcih, pa prijateljih od volivcev in tako naprej. Ne? In danes, ko te razni komentarji, ki jih zaslediš na omrežjih, ne, ljudje zgroženo ugotavljajo, ko se pogovarjajo s prijateljem, znacem in tako naprej, in mirno, jaz bom volil pač Goloba. Ne? In mi, ki kritično razmišljamo o teh stvareh že nekaj časa, ja, tega imaš kjer drugje imaš na Twitterju oziroma na X-u imaš tega precej. Ja, tega je zelo veliko. Tega je zelo veliko. Ne to podcenjevati. Poglej na Facebook. Točno to. Ampak zdaj me to rajdo presklednikov sodi tudi verjetno tale primer Jasmine Držanič. To je tak tipičen primer. Sej, če logično pomisliš, se je v bistvu pozitivno, ti zaposluješ vernike. Vem, ampak to se ti ponujajo verniki po Twitterju, oziroma po X-u, nabijajo čez opozicijo, čez desnico in tako dalje in potem so nagrajeni z nekim mestom, tudi na pol verjetno obskurnim, na nekem od ministrstv. Zdaj, mi, ki spremljamo politično polje, zelo dobro veš, da v bistvu to, da ti prevzameš vladanje, pomeni, da si prevzel prve dva ešalona družbe. Upravljanje z družbo, to pomeni predsednik vlade pa sekretar, to se pravi državni sekretar. Kjer pa v bistvu pelje inercija in kjer se vlada upravlja z državo, je pa v resnici od tretjega naprej. In tam noter moraš imeti čim več svojih ljudi, če hočeš na dolgi rok zagotavljati in sentiment in svoje smer in tako naprej. Kaj je s tem, to se pravi, Ministrstvo za solidarno prihodnost, to je v bistvu zaposlovalna agencija za svoje, Ministrstvo za socialo in tole, kar v bistvu vsa ta ministrstva, ki jih vodi Levica, so v bistvu, to se pravi, zaposlovalne agencije za svoje vernike, svoje, in zdaj, če imaš zraven še te razne prisklednike, jaz moram reči, da konkretno pri tej gospe Držanič v bistvu ne vem njenega ozadja, ali je ona primerna ali ni primerna za to. Ja, to je bil še včasih delala v Novi Ljubljanski banki, bila je v LDS-u, potem je bila nekaj časa na mestni občini, bila je v SCT-ju. Ne pa hočem ti povedati, ker mi govorijo ljudje, ki se malo pač ukvarjajo z to analitiko, javnim mnenjem in podobno, pravijo, da je takih prisklednikov, kot je recimo Jasmina Držanič, približno da ti glasovi, ki zdaj ostajajo v Golobu, jih pa zapotvorijo ti priskledniki. Toliko slab za Goloba, pa toliko slabše za državo, ker te ljudje so na naši samo to verjetno, to so eksistence, to ne smemo podcenjevati. Absolutno, in še tukaj treba v to enačbo peljati še nekaj, da levi pol stavi na državo, desni pol stavi pa na privatno iniciativo in tako naprej. In kar naenkrat imaš prepletenost nekih od prisklednikov do vernikov, vse živo imaš ti v resnici v državni upravi, kjer pa ti upravljaš s proračunom. Državna uprava so zdravniki, državna uprava so šolniki, državna uprava je šolstvo, državna uprava recimo sem jaz. In pač niso vsi ljudje, da bi kar avtomatično leteli voliti, bi rekel Levico, sploh je vojska, je policija, državna uprava, javni sektor. In tam niso vsi ljudje, da bi kar avtomatično leteli. Konec koncev teh SP-ji so bili narejeni zato, da so ljudje v državni upravi oziroma v javnem sektorju, ki so zaposleni, imeli popoldanski SP. In teh SP-ov je... SP je bil prvotno formacija za malo podjetje. Ja, ampak potem pa recimo ti imaš lahko popoldanski SP, obrtnika v podjetništvo. Ampak ti imaš popoldanski SP, ki je tudi zelo pogosta, in ta je pa pač vezan na primarno zaposlitev, ki jo moraš nekje imeti. Prej, ki si omenil Maljevca, ministra Maljevca, oziroma ministrstvo za solidarno prihodnost. Zdaj, mi smo že videli veliko tega nepotizma v tej državi, ampak to, kar se pa recimo tam dogaja, recimo na primeru konkretno te Maje Tašner Vatovec, to je pa žene vodje poslanske skupine Levice Mateja Vatovca. Zdaj, to je pa nekaj neverjetnega, da pa recimo ona je tam najprej bila šefinja kabineta, ko je prišla Golobova vlada, je bila najprej šefinja kabineta pri Luki Mescu, potem pa prešaltala, se je prekomandirala k ministru Maljevcu, tam zdaj vodi nek oddelek za splošne zadeve. Bila je nekaj časa za zaupanje, zdaj pa dobila redno delovno razmerje. Mislim, prvič se mi zdi, da vidim, da je nek vodilni politik, Vatovec, zaposlil svojo soprogo. Zato, ker mislim, to je... ne vidiš to tako pogosto. Jaz predvsem tukaj to je res fantastičen nepotizem. En medij je objavil to novico in nikoga drugega ta novica ne zanima. Da je to nepotizem, tukaj se strinjamo. Ampak dejstvo je, da levi del, predvsem levica, jemlje državo kot njihov SP, kot nekaj, s čemer upravljajo mimo norm. In to je zastrašujoče, ker nek
taka oblika nepotizma ni zgolj izjemen primer, iz katerega bi se mi nekaj naučili, ampak ugotovimo, da je to modus operandi neke vlade. Ne? To je strašljivo, ne? Da to ni več. Res je, da je minister za finance Boštjančič je tako svojo ženo plasiral v in pazi svetu zdaj, kaj je ta drame, vlada? ne? Kaj je ta vlada naredila v enem od prvih potez, ker pač smo se zgražali in gor in dol, počeli takrat, ko je pač, to se pravi 22. Ne, to se pravi maja, mislim, da je bilo to eno od prvih potez. V javnost so prišle informacije, da se sestavljajo seznami ljudi, kateri, to se pravi, ki jih naj bi Janševa vlada zaposlila in jih je verjetno tudi en del jih je pozaposlila, ne, iz teh zaupanja v redne službe in tako naprej. Ne. To je bilo najprej. Ne. In zdaj, če naslednja vlada tega ne bo naredila, ne, si bo naredila medvedjo uslugo. Zakaj? Zaradi tega, ker imaš ti pač neko strukturo ljudi, ki je, dajmo reči, zaprisežena, tako ali drugače nekomu, ne, in ti lahko, bom rekel, resno ovira. Zdaj, mi imamo še naslednji problem. Ne. Eno je, ne, če ti zaposliš, to se pravi po nekem principu nepotizma, ne, ljudi na neke funkcije, kjer ne upravljajo v resnici strokovnega dela. Zdaj, če, bom rekel, ne vem, če nekdo zaposli svojo hči kot zdravnika, ne, v neki ordinaciji, da je ona zdravnik naprej, ne, je to nekaj drugega, ne, da gre po neki strokovni še vedno seveda lahko razpravljamo o nepotizmu. Ne. Če pa ti v bistvu spremljaš neke zaposlitve ljudi, ki se svalkajo za enega ministra, za drugo, funkcije so bolj kot ne, bom rekel, neki mimi, da se lahko sam še smejiš, kaj vse si pravzaprav nekdo uspe izmisliti za svoj naziv, ne, potem je pa to druga stvar. Hkrati pa Levica veliko govori o nepotizmu drugih, ne? To je pa Levica, kot je Edo rekel, ne, Levica se pač sklicuje na Čebine, na komunistično partijo, oni so ponosni nasledniki, no SD tudi, ker to je isti bazen, ne, nad Levico bi moral biti najbolj obupan SD, stranka socialnih demokratov, ali kaj so že, ne, ker oni so jim pobrali, odkar je Levica na političnem prizorišču, 2014 imajo oni po 10% glasov in jih bojo imeli, dokler bo Levica na političnem prizorišču. Ampak Levica izhaja iz partijske izkušnje in partija je pa država, to smo mi. Mi lahko delamo z ljudmi in z državo tako, kot hočemo. Ne. Tako da ta Levica je in seveda partija je najprej, bi rekel, to je bilo kar najbolj značilno za Zvezo komunistov, ki nam je vladala 50 let, ne, je bilo to, da so bila dejanja njihova v popolnem nasprotju z njihovimi besedami. Oni so govorili nekaj, delali pa drugo. Ne. In to je pa Džilas, novi razred, konec koncev, to je vsebina moje knjige, Jetniki svobode. Ne. In to zdaj tukaj je repriza, ne. Mi to lahko, ne. Mi bomo drugim učitelj, da se grejo nepotizem, mi pa lahko zapustim svojo ženo, ne, se pravi poslanc Vatovec, ne, lahko zaposli, kar je neverjetno, ne, kar je neverjetno, že stališča poslanca, tega poslanca, da si sploh dovoli to, da si to dovolj, da mu to njegova vest in njegov javni jaz, se pravi nadjaz, dopušča narediti nekaj tazga. To je kar najbolj preseneča. Kakšna je morala teh ljudi? Kakšna je morala teh ljudi? Oprosti, Bojan, recimo Aste Vrečko, ki zaposluje ljudi na temelju, bi rekel, ključa pripadnosti, ne na temelju ključa profesionalnosti in sposobnosti upravljanja, tako kot je Edo rekel, a ne, če zdravnik zaposli zdravnico, pa je njegova hči, to ni noben problem. Da zaposluje na temelju pripadnosti, ne na temelju strokovne usposobljenosti. In to dela, tako kot smo slišali, tako rekoč vsak dan. Tam je ne vem koliko novih na kulturi, s tem, da vem, da za Vasko Simoniti, prejšnji minister, je imel absolutne zadržke do zaposlovanja, tako rekoč ni zaposlil nikogar. Ne? Mislim, to bi bilo treba pogledati. Kaj s temi ljudmi v njih samih, tako kot jaz zdaj gledam Edota v oči, kako oni sebe gledajo v oči v gledalu, ko to počnejo, hkrati pa razlagajo, da so najbolj za delavstvo, najbolj za študente, samo če s tem končam, za študente, Miha Kordiš, ki je najbolj proti kapitalizmu, on ima, oprostite, kaj odlikuje kapitalista, da ima dohodek. Ja, Miha Kordiš ima med vsemi študenti, ki jaz poznam iz filozofske fakultete, v najvišjem razredu osebnih dohodkov, ker je poslanec, ker ima še stanovanje, zrihtano, vse to. Tega študentje nimajo, ampak on bo prvi govoril čez kapitalizem in za delavsko solidarnost. Lepo vas prosim. Tisto stanovanje. Ta Vatovec je sploh svoj vrsten. Ja, ampak to si dobro rekel, ne, kar se tiče recimo zadržkov pri Simonitiju. Ja. To se pravi, na eni strani imaš formo,
kjer je potrebno samo lepo govoriti, na pravi način stvari prikazovati, kaj se dela v ozadju, je pa zakrito. Ne. To tega ne smeš. Pri Simonitiju si imel pa vsebino, ne. Spraševanje o vsebini, o morali, o nekih načelih. Ne. In recimo, če ti, pač se to, bom rekel, ni neki noga, ne, pa če ti greš analizirati, jaz sem čuda teh nagovorov od Goloba analiziral, ne. To načrtno uporabo tako imenovanih močnih besed, power words, ne, verjamem, podpiram, zagotavljam, jaz, ne, to je v bistvu forma, s katero ti prekrivaš vsebinski manko, ne, in je tukaj v bistvu to samo potrjuje, pravzaprav to, kar si zdaj povedal, ne, ta, kako bi rekel, ne nazadnje na neki točki tudi manko morale in etike. Ne, to je pa temeljna točka, to ni nazadnje neka točka, politike, ne? To je temeljna točka. Ja. Temeljna točka je ta, kad ti stopaš in se pogledaš v ogledalo, kaj jaz delam, kakšne so moje besede in kakšne so moja dejanja, ker pri človeku, ki je pač moralen človek, so besede in dejanja eno, je povezava med njimi. Ja. Hočem reči, ampak to je partija delala skozi. To so tako imenovani gospodje tovariši, pa če gremo nazaj, če se v Dražgošah več rdečih zvezd ali črnih Mercedesov. To je to. Dobro, zdaj, ampak Vatovec je sploh nek zmagovalec te politične garniture. V prejšnjem mandatu je kupil 2 stanovanja, zdaj mu je uspelo zaposliti ženo v redno delovno razmerje. To vse v imenu delavskega razreda in osvoboditve proletariata. Vatovec je tudi specifičen kaliber. Ne, ampak zelo visoka na anketah javnega mnenja. Kjer ti prideš skozi njegovo analizo narativa, ne, ti prideš do tega, da njemu v resnici ni mara. Ne. On, ko govori, on se ne ozira na argumente, ki so v ozadju, ampak mirno, po domač povedano, pelje svojo matrico nagovora in tako naprej in je popolnoma irelevantno, kam ga spustiš, on je ves čas, pri njemu ne zaslediš nekega spraševanja o tem, ali je to prav, ali to ni prav in tako naprej. In on je prav zanimiv potem, ne, tako da bom rekel, jaz vabim tudi gledalce, ne, naj bodo pozorni na to, ko Vatovec odpre usta, ne, kako gre ta narativ. Ne. Ta narativ gre v bistvu čez tematiko v neko ustvarjanje nove realnosti, ki bo, ko bodo zadeve izpeljane. Ne. To je, skratka, on je zanimiv potem. Ne sodi me potem, kar delam, ampak potem, kar govorim. Kar govorim, točno to. Ne. On je tipičen primer tega. To je za nekoga, ki je doktor družboslovja, pa res skrajno nenavadno, ne, ker to je potem, mislim... Oba sta doktorja, on in žena. Ne, hočem reči, so vse to skrajno nenavadno, ker temelj človeka je njegova vest, je njegova morala, etika, se na tem je družba zgrajena, so stvari, ki se jih sme delati, so stvari, ki se jih ne sme delati, pač amen. Tako funkcionira svet. In zdaj s Trumpom to je, recimo, če smo potem prebojenstvom, pa to še mislili, da to recimo lahko funkcionira tudi drugače, da spola niste samo 2, da je prav narobe in narobe prav. Zdaj to postaja nazaj norma, večina ljudi misli, da je prav in narobe, amen. In tle Vatovec ima 5 doktoratov, pa njegova žena 6. Je to čisto vse, to pač kaže na njegov, bi rekel, politično-retorični defekt in to na težek. Jaz sem ga samo enkrat Vatovca, mogoče zanimiva izkušnja, ker sem bil na Tarči in je bilo takrat, jaz sem takrat predstavljal Novo slovensko ljudsko stranko, ki me je Kangler prosil. In je bil Vatovec in je bil neke teme so imeli, se pravi, to je bilo za enega od referenduma. Jaz se spomnim samo to, da je imela Levica 5 nekih projektov, ne? Jaz sem rekel, pust primir enega, 4. sem vzel, ti sem mu natančno preštudiral, ne? In sem vedel, da Vatovec ne bo imel pojma. In točno to se je pred kamerami zgodilo. Jaz sem Vatovcu postavil vprašanje o projektu številka 4.1. Kako ga vidite, kako ga boste, on ni vedel, ni to, točno tako, kot si ti povedal ravno kar. On ni o tem vedel nič. On ni projekt ne 1, ne 5, ki jih je zagovarjal na televiziji, bi jih moral sploh prebral. On ni v projektu 4, pa se lahko ta trak zavrti, se obstaja, vedel nič. Jaz sem se pa pripravil in sem ga točno strahal. Pang, peng, peng, peng. Ne? In to recimo, če je kdo pozorno to gledal, je videl, da je on popoln blefer. Ja. Ne, in je zanimivo, ne, da prav Trumpova zmaga recimo, ne, je pokazala še ta vidik, ne, da ljudje vedno bolj v bistvu upijajo po resnici. Ja, seveda. Da je te norosti, tega laganja, tega pretvarjanja, obračanja, teh Potemkinovih vasi, katere smo deležni v bistvu tudi v Sloveniji, da enostavno so ljudje zasičeni do tukaj gora. Ja, ker veš, obstajajo različni modeli v človeških družbah, tudi obstaja model do žrtcev, ne, ampak
tako kot obstaja model lažnivcev, ampak ti tega modela ne moreš generirati na celo družbo. Obstajajo recimo ljudje, ki se čutijo, da imajo spol hobotnice, recimo to imaš v Ameriki priznano, jaz se čutim, da sem hobotnica, ali imaš pravico, ne? Zdaj, Trump je to najbolj spremenil, mal karikiram, mal pa ne, ampak to ne more biti kot paradigma oziroma ljudožrtcev ne more biti prenešena na celo družbo, razumeš, iz Papue Nove Gvineje, tam imaš ljudožrtske družbe. Pojedo babico, pa pojedo detka ali pa vnučka. Pač, ampak to ne more funkcionirati. Ne? In to je Trump. Ne? In zato si bom jaz v znamenju solidarnosti naslednjič, ko mu daj navesil rdečo kravato. Ker ti si res v znamenju časa. Ne, se ne hecam. Res. Dobro, zdaj končamo s Trumpovo rdečo kravato, ljudožerci, pa kaj s polom hobotnice. Je pa ne, to je vse res. Na Papui Novi Gvineji je ljudožerstvo v tistih družbah, pač ustaljen model. Pojejo vnučka, pojejo babico, detka ali pa pojejo soseda, recimo. Ne, hočem reči, ampak to... In še četrto svojo moralo zakoncev Vatovec, ne? Ja, če si, ja, seveda, mislim, halo, jaz tega ne da bi meni nekdo rekel, da bi meni Bojan Požar ali pa Kadič rekla, posluš Vatovec na televiziji, tega ne smeš delati. Jaz bi bil prvi, ki bi rekel Vatovec, če sem Vatovec. Tega jaz ne smem narediti. Tega jaz ne bom naredil. To je to. Skratka, Boštjan, lahko zdaj končamo, ne? Ja, seveda. Daj, gledalke, to je bilo za danes vse, vidimo se znova kmalu v novi uri resnice, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojan je tudi Požar.